Lep dober dan. Upam, da smo še v kondiciji za en kratek, upam, da tudi zanimiv pogovor. Če si smem dovoliti, so z mano tukaj, ko sem bral njihove življenjepise ali pa predstavitve, trije težki kalibri. Žal, ženski princip manjka. Gospa Tanja Skaza, direktorica mednarodnega podjetja, se je morala žal opravičiti zaradi nujnih obveznosti v tujini. Jo bomo pogrešali, verjamem, ampak upam, da bomo tudi mi kaj zanimivega, pametnega povedali. Z mano so, mogoče začnem na tisti strani, gospod Goran Nokovič iz Gospodarske zbornice Slovenije. Se zahvaljujem, da ste prišli, redno gost naših pogovorov, komentator tudi naših predlogov, rešitev. Gospod Igor Volk iz zavoda iskreni.net, družinska organizacija, sicer pa tudi bogate podjetniške izkušnje, tudi oče velike družine in pa tudi medijske izkušnje, izdajate nenazadnje tudi internetne medije. In pa gospod Franci Pliberšek, dolgoletni podjetnik znanega podjetja MIK Celje. Najlepša hvala vsem trem, da ste prišli, da ste se nam pridružili na tem kongresu. Torej, ne tako dolgo nazaj, ne vem, če je že 1 ura, mogoče 2, smo sprejeli kongresno resolucijo, kongresno izjavo. Varna Slovenija, močno gospodarstvo, pravična domovina. Vas bom kar vprašal po aktualni temi, a ne? Eni naši rojakinji je uspel velik met, postala prva dama ZDA. Torej, ZDA dežela priložnosti. Ali je tudi Slovenija dežela priložnosti? Ja, dober večer oziroma dober dan. Slovenija sigurno ima možnost, da postane dežela priložnosti, tako da treba bo začeti drugače delati, ne? Treba bo razmisliti, ali je delo še sploh vrednota. In ko bo to, potem verjamem, da bodo podjetniki drli v Slovenijo in mladi ne bodo odhajali ven. Hvala lepa. Gospod Volk, kaj je dobro v Sloveniji danes? Mogoče izziv za vse tri, da ne bomo začeli z neko kritiko. Kaj je dobro v naši državi? Zanimivo vprašanje. Veliko je dobrega, vedno začnemo z našo lepo deželo, ne, ampak tle nismo zato, da bi debatirali o pokrajini. V bistvu smo in super situaciji, ki se transformira in recimo, če prej si omenil medije, ne, če smo lahko 5-10 let nazaj jamrali nad mediji, zdaj zelo težko jamramo. Če ne bilo recimo interneta, tudi v ZDA verjetno bi bili drugačni rezultati. Vse ankete so kazale, vse je kazalo, da bo drugače, na koncu pa nobenemu ni bilo nič več jasno. Tako da vdor optičnega omrežja v sleherni dom, čeprav seveda smo še daleč od tega, in razširitev tega, da tudi starejše generacije vedno bolj uporabljajo internet, jaz vidim kot zelo perspektivno. Gospod Nokovič, vi imate tak pregled, ne? Mogoče, da nadgradim še, jaz kar nizam malo vprašanja, da naredim bolj dinamično, ampak vi se tudi kar oglasite, če ima kdo kak medklica, ne? Ali pa kako dobro misel na katerokoli vprašanje, ne? Vi imate pregled, nekako si predstavljam na vašem sedanjem položaju, nad celoto gospodarstva v Sloveniji, ne? Torej, kaj je dobro in kaj je priložnost za gospodarstvo in ali so te točke Nove Slovenije, bi rekel, utopija ali gre v pravo smer ta kongresna resolucija? No, lep pozdrav najprej vsem skupaj in hvala za povabilo. Mislim, da je definitivno zelo dobro to v Sloveniji, da smo v zadnjih kriznih letih, predvsem v gospodarstvu, mnogi so pokazali, da smo se zelo, zelo dobro prestrukturirali. To pomeni, da imamo zelo, zelo velik potencial še naprej. Dejstvo je, da z izvozom vse krenilo na bolje. In če se malo spomnite, kako smo se potapljali leta 2013, kako malo je bilo potrebno, da smo odskočili zelo močno navzgor. Takrat v Sloveniji ni potrebno zelo veliko, težava pa je v tem, da bi lahko skočili še bistveno bolje, če bi imeli bistveno boljše okolje. In iz tega zornega kota, če gledam globalno, imamo zelo dober potencial. Mislim, da imamo mogoče v tem trenutku, če zaključim ta prvi del, boljše priložnosti, da smo dežela priložnosti kot Združene države Amerike.
Donald Trump obljublja, da bodo Združene države Amerike spet postale velike, jaz zelo dvomim v to, kajti delež Združenih držav Amerike v globalnem bruto domačem proizvodu se je od Clintona do danes znižal z 32 na 22%. Manj razvit svet se bistveno bolj razvija kot v preteklosti, Združene države Amerike bodo težko spet gospodarstvo tako močne, je pa nevarnost ta, ki je gospod Jambrek tudi prej opozoril, da lahko pride do izolacionizma Združenih držav in mogoče katere države, to je bilo pa slabo za cel svet. Mogoče je podjetništvo v Ameriki manj odvisno od politike in se podjetniki ukvarjajo, oziroma ukvarjamo bolj z poslom samim. Jaz sem bil pred dobrim mesecem dni za 10 dni v Silicijevi dolini in sem bil malo skeptičen. Velikokrat so rekli, tam je tako vse gre neki, vse fajn gre, pozitivna energija, v smislu, da to napihujejo. Po 10 dneh vam moram povedati, da je res tam vsi veseli uspeha drugega, pa ne glede, da to ima oči tako ali drugače, ali barve črne ali bele, in ta pozitivni podjetniški duh je res tisti, ki te vleče. Jaz mislim, da je tam to treba narediti, ne? Da ne bi jamrali, veliko dobrega smo naredili v preteklosti in tudi lepo je živeti v Sloveniji, ampak jaz mislim, da mora vsako delati svoje, če ćemo imeti, ker Slovenija se bo začelo takrat lepo jeti, ko bomo videli, da so žerjavi postavljeni, ko videli, da tuje podjetja oderejo v Slovenijo, ne? Dokler tega ne bo, ali pa da bo še večje odhajale, potem se sigurno nekaj ni v redu. Tako da na to se bo treba zamisliti. Nova Slovenija zdaj že kar nekaj časa poudarja ali pa izpostavlja en krog rešitev, ki so medsebojno povezana, in sicer znižati davke, razbremeniti gospodarstvo in ljudi, posledica bo več delovnih mest in posledica močno gospodarstvo, zadovoljni državljani. Torej, gospod Volk, vi ste sicer nevladnik po srcu, ne? Ampak se mi zdi zelo s podjetniškimi principi delovanja, ne? Ali vidite v tem znižati davke, obremenitev državljanov in gospodarstva, potem vidva pravo pot, ali je res to neoliberalna, bi rekel, neoliberalna formula za propad socialne države? Meni se zdijo to prave smernice. Vemo, da smo, mislim, da med najvišjimi po davčni obremenitvi dela. Se pravi, mi zelo tlačimo tistega, ki dela, namesto bi ga spodbujali ustvarjalnost, ker v bistvu mi imamo super ljudi, super primere podjetij, ki so uspešna. Kaj bi šele bilo, če bi v bistvu jim uspeli znižati stroške dela, tako da bi v bistvu vsi imeli več od tega. Tudi v družinah se hitro učimo gospodarnosti in če boš ti otroka tlačil, to ne bo šlo. Če boš to naredil, tem še en davek uvedel zraven. Jaz mislim, da otrok bi se ti sam smejal, rekel, bom jaz delal zate, boš ti videl, ne? In se mi zdi, da teh zdravih, pristnih primerov zelo težko predstavimo. Mi imamo državo, ki je tako zbirokratizirana, konkretno Ministrstvo za delo in družino in socialne zadeve, ko bolj poznam, da pomešana politika med socialo in družino. Eno je družinska politika, bi mogla biti, drugo je pa socialna. Tam so vse pomešane, gospe, ki to delajo, mislijo, da je to vse eno, ne. Spodbujati večjo rodnost ni isto, kot se ukvarjati s socialo, ne. Mi rabimo zdrava jedra družin, ki bojo imela delo kot vrednoto, ki bojo gospodarna, ki bojo proaktivna, ne. Mi ne rabimo pobirati ogromno davkov, da bomo vsem dajali socialne prispevke. Nikoli ne bomo šli v svet. Odgovor na to vprašanje je lahko po mojem zelo plastičen. Če bomo zniževali davke na raven davčnih oaz, ne bomo mogli vzdrževati sociale. To je objektivno dejstvo. Ampak to, o čemer mi govorimo v Sloveniji, ni to. Mi v Sloveniji moramo znižati davke zaradi tega, ker so visoki v primerjavi s povprečjem v EU. Pri delu, pri okoljskih dajatvah in tako naprej. Bitka, ki bo v prihodnosti, je bitka med tem, kdo bo najbolje znal uravnotežiti socialno in gospodarsko politiko. Tako, najboljš socialo zagotoviti ob najnižjih davkih in največji gospodarski rasti. In tukaj nam manjka tisto, kar sem prej omenil, da bi bili lahko še bolj optimistični, da bi bili še lahko boljši in da bi še več lahko raslo. Bi vas vprašal mogoče, gospod Pliberšek, kje bi pol vi bili zdaj, če bi bile tudi razmere bolj prijazne za podjetništvo v Sloveniji? A si znate predstavljati, kaj bi lažje delali, mogoče čisto konkretno, ne? Kaj bi šlo drugače?
Ja, jaz mislim, da je stabilno, bom rekel, stabilno okolje poslovanja podjetij, hitrost, ni birokracije. To so tiste stvari, ki podjetnike najbolj ovirajo in zato tudi podjetniki odhajajo ven. Ne. To bo treba spremeniti in niso samo davke tisti, hitrost, fleksibilnost. Mi veliko krat razlagamo, pa pravim, kakšne imamo obrnitve. Mi imamo poleg bruto ure zraven še neke razne prispevke, kot so za invalide in za to, pa za ono in na koncu je bruto ura ful obremenjena. Jaz mislim, da, veste, velike multinacionalke, ki udirajo v okolje, pač pride tam, kjer je stabilno okolje. Ko sem bil pred 4 meseci bilo v Kranjski Gori, hotelirji so imeli svoj kongres, je bilo tudi rečeno, za tuji investitorji ne pridejo v Slovenijo, ker ni stabilno okolje, ker se v 3-4 leti zamenjajo 3-4 vlade. Ne? In investitor želi vlagati tam, kjer je stabilno, tudi če je nizjo, ampak je stabilno, da se ne spreminjajo stvari in to je ključ tega. Tako da mi moramo ustvariti okolje, da bo lahko tuje podjetja videla izziv pa priložnost, predvsem pa, da ne bomo mi selili podjetja ven, tako kot se dogaja zadnjih par let. Tako da jaz nočem biti pesimist, jaz verjamem, da se da veliko narediti, če bi država naredila pravo vizijo in postavila si cilje, potem pa te strategije, kako do teh ciljev priditi, jaz verjamem, da bi to želeli. Tako pa imamo veliko krat burlesko in nikamor se ne premaknemo. Ne. Že 7 let govorimo, da je treba zagnati investicije na Srednji Savi, povezati Koroško z Belo krajino, tretji Til, drugi Pomorje in tako naprej, pa se ni nič naredilo. Tako da jaz mislim, da je dosti govorjenja, enkrat bilo treba predstaviti to in verjamem, da ko se bo zagnalo neka stvar, Slovenijo lahko požene 1 milijarda, 2 milijardi denarja, mi smo ga dali 5 milijard banke, pa nimamo nič od tega. Torej, če vas prav razumem, manj države, več učinkovitosti, a ne? Jaz mislim, da bi bilo treba bolj prepustiti podjetništvo, da bi lahko delali svobodno, pa bi na podlagi tega marsikaj ven prišli, ker ko bo država znala ceniti delo in tiste, ko delajo, da bo dobili večje plače, a tisti, ko ne delajo, bo prišlo od tega. Tudi absurd je razlagati v javni upravi, smo videli zadnjič, imamo preko 80 ljudi, ki imajo pod minimalno plačo, kar sigurno ne sodi. Dejstvo pa je, da je treba, jaz mislim, organizirati, mogoče če so 4 kuharice, mogoče dosti 3, ne vem. In verjamem, da bi one to tudi lahko naredili in tako naprej. Tako da te norme bo treba verjetno ponarditi in potem videti, ker jaz verjamem, da se da tudi s kakim človekom manj kaj več narediti. Gospod Novkovič, ko imate pregled, mogoče čisto konkretno mnenje, zakaj Nova Slovenija zaenkrat ne uspe s svojimi predlogi za razbremenitev gospodarstva, ne? Torej, kot veste, je bilo v preteklem letu kar nekaj predlogov in za spremembo splošne olajšave pri dohodnini, za znižanje obremenitve prispevkov za socialno varnost, ki bi prineslo praktično vsem proporcionalno nekaj več neto dohodka, ne bi pa dodatno obremenili gospodarstva. V bistvu je bilo vse pospremljeno sam neoliberalni predlogi, konc, zid. Kje vidite, a je možnost, da se tu kje kaj zmehča ali pa, ne vem, europoslanec Peterle je prej govoril o razpoki, ne, kjer bi lahko neka svetloba pa nekaj novega prišlo v ta dialog, no? Tako politiko bi uveljavil lahko nekdo, ki bi prišel na oblast, če se malo pohecam, ne? Ampak dejstvo je, da v Sloveniji imamo težavo, ne? Imamo težavo, da se pogosto vzpostavljajo miti, ko gre za to vprašanje, ki ste ga omenili, da je nekaj, kar je težnja potem, da bi zmanjšali davke, kar a priori že takoj avtomatsko neoliberalizem, ne? Ta mit vam bom poskušal pojasniti, je z enim konkretnim primerom je zelo fino bil prikazan na primeru dolgoletne, zdaj se to že manj sliši, dolgoletne artikulacije mnenja nekaterih tudi močnih ekonomistov v Sloveniji, da če bodo plače v javnem sektorju takšne, kot so, če se bodo znižale ali pa če se ne bodo zvišale, bo to avtomatsko pomenilo bistveno slabši BDP, zaradi tega, ker bo manjša kupna moč. Zadnji predlogi pri davčni reformi so jasno pokazali, da to ne drži, zato ker imamo alternativo. Če bi to, kar dajemo za javno porabo v tem delu plač, bistveno bolj razporedili med vse državljane prek davčne reforme, bi bil vpliv na kupno moč in BDP bistveno večji. Torej obstajajo
zelo močne sile v Sloveniji, ki na ta način zaradi čisto partikularnih interesov to onemogočajo in so seveda povezane z različnimi političnimi strankami, enkrat z eno, enkrat drugo, se tukaj ni ločnice. Smo imeli tudi v preteklosti različne vlade, pa se nič ni spremenilo. Ne? Skratka, kar hočem povedati je, da v tem trenutku, po mojem mnenju, je krivična politika do večine zaposlenih, ki so v gospodarstvu. Od gospodarske rasti prek države dobivajo bistveno manj kot nekateri drugi segmenti družbe, pa so bili največji, pravzaprav tisti, največje žrtve, ki so prevladovali krizo, ker so morali preživeti na trgu. In to je pravzaprav tista silnica, po moje, ki bi morala v prihodnosti biti pri vseh političnih strankah. Glavna zgodba, kako omogočiti več delovnih mest, ne v javnem sektorju, ampak v gospodarstvu, ne? In kako omogočiti čim boljše pogoje, čim boljše plače, neto plače govorim, ne? Strošek dela v gospodarstvu, zaradi tega, da bomo imeli kupno moč, da se bo vse skupaj zavrtelo in da bo tudi investicije možno lažje poganjati. Torej, če prav razumem vse tri, oprostite, ja, gospod Vovkir, izvolite. V bistvu šele, ko bomo znižali davke, bomo prišli do situacije, da bomo neki mogli ukrepati. Ker zdaj se kar se še pasemo v eni idealizaciji, da ustvarjamo ogromno, ampak mi več porabimo, kot ustvarjamo. In tako kot se recimo v vzgoji brez nasilja govori, šele ko z nasiljem prekinaš, začneš razmišljati, kaj je pa alternativa, ne, pri otroku. Isto je tukaj, če ne bomo znižali davko in vidi, da država toliko ne more zapraviti, ne bomo šli naprej. Ljudem pa to prodati je pa težko, zato v bistvu verjetno, spet sem vrnil v Ameriko, Trump je do trenutka, ki je prvič spregovoril, čist nekaj drugega nagovarjal, kot potem, kaj bo delal, ne vemo. Ker v bistvu to, kar je govoril, bo zelo težko delal na tak način, ne. Isto je verjetno potrebno v politiki nagovarjati majhnega človeka, kaj bo on imel od tega, ker gospodarstvo, nažalost, je zelo majhen segment volilne baze, ne. Govorimo o lastniškem. Jaz vse skozi poudarjam, lahko znižamo davke, pa bomo tiste v javni upravi, ko imajo že zdaj male plače, še bolj, bojo imeli še manjše, ne? Pa bojo imeli spet dodatek zraven. Ampak jaz mislim, da to ni rešitev. Rešitev je, da je treba postaviti eno jasno vizijo, učinkovitost delovnega mesta, kaj je treba narediti v 8 urah, kaj je treba narediti na dan, na teden in to bo preneslo podatek, koliko ljudi je viška, kje in kaj. In ljudje tako kot so v privatnem sektorju, bi morali tudi v državni upravi biti plačani po učinkovitosti. Mi imamo tudi v državni upravi, v bolnicah naprej določena delovna mesta, ki so izredno obremenjena, podcenjena. Imamo pa veliko zdravnikov, ki delajo nadure in imamo nekatere zdravnike, ki delajo samo 2-3 ure. Tako da jaz mislim, da tisti, ko to kontrolira, bi mogel vzeti stvar v roke in potem bi bilo zelo enostavno. Se jaz mislim postaviti v družini, koliko denarja dobiš, koga lahko zapraviš, je zelo enostavno, enako je to v podjetju in enako je to tudi v državi. Res pa je, da tisti, ko vodijo državo, se morajo spoznati na menedžment pa vodenje. Samo še to, da ne bo nesporazuma, ne? Naboj med realnim in javnim sektorjem v Sloveniji je umeten, po mojem mnenju, ne? Treba se opreti na realne podatke. Zakaj prihaja do tega, da smo recimo v gospodarstvu kritični? Leta 2008 je bilo 43% javne porabe v BDP-ju, potem je bilo 50, zdaj je 48. Ne? Skratka, to je en problem. Ne? Med letom 2013 in 2016 državni proračun dobi več kot milijardo več denarja. Ne? V tem je struktura in seveda se tudi mi zavzemamo, da tisti, ki imajo najnižje plače v javnem sektorju, da imajo višje, ampak to je treba najti znotraj trenutnega okvira denarnice javnega sektorja. S tem, kar je gospod Pribršek povedal. Ne pa s tem, kot je primer zdaj zdravniške stavke, da se poskuša spet iz drugih sektorjev povleči denar v zdravstveni sektor. V tem je glavna težava. Ne? Vedno se išče pri drugem v Sloveniji, ne pa znotraj svojega kroga denarnice. Za občutek sam povem, da smo nekako na 2/3 našega pogovora, torej počasi zaključujemo. Če sem vas prav razumel, zdaj smo se gibali nekje med predvsem na močnem gospodarstvu, malo smo že pogledali na področje varnega življenja, tudi glede pravične domovine, a ne, pravosodje, malo bolj predvidljiv pravni sistem, da se ne spreminjajo zakoni toliko in tako naprej. Pa bi vprašal, gospod Vovk, zelo specifično ali pa konkretno vprašanje, ne. Jaz vem, da vi zaradi specifike vašega dela, vaše nevladne organizacije, vašega zavoda Iskreni.net zaposlujete veliko mladih mamic. Ne? In kaj so tu posebni izzivi, recimo, ker sta oba, sem zelo hvaležen vsem trem, ker ste v bistvu že sami pripeljali tudi na to, da tudi dostojanstvo delavca je zelo pomembno, ne? Ker delavec, ki bo čutil, da je njegovo dostojanstvo spoštovano,
da dobi pravično plačilo, bo tudi dobro ali pa boljše delal, ne, in bo tu partnerski odnos. Zdaj, vi delate na takem področju, da je to izjemno težko, ne, mlade mamice, je nova nosečnost, verjetno kot delodajalci tle v enem položaju, a ne, hkrati pa ste družinska organizacija, pa kako krmarite med temi napetostmi? Vsake porodniške se razveselim v prvi sekundi, pa začnem razmišljati, kaj bo prišlo zadaj, če se malo pošalim. Mislim, da je treba, da vsaka entiteta, gospodarska in tudi nevladne organizacije se še posebej moramo boriti, da delamo za naše uporabnike, to so recimo konkretno pa nas družine. In tam razlikovati, kire družine imajo možnost nam prispevati, kjer pa tega možnosti nimajo in jim moramo mi s socialnim skladom pomagati. Svrej, ne mešamo sociale pa investiranja v izobraževanja. Za mamice je super, če lahko delajo skrajšani delovni čas in to je dobro urejeno, se mi zdi v naši zakonodaji. Za družino celo bo pa najbolj, če bo lahko v okolju gospodarskem recimo, kjer bo lahko ali mož ali žena ustvarjalna. In jaz verjamem in sem 100%, da vsaka gospodarska družba, ki bdi nad tem, da bo rasla, da bo ustvarila najboljše okolje. In nisem toliko nad tem, da v bistvu moramo bdeti nekje z vrha in imeti zakon, kot da so vsi lopovi, kot da nobenemu se ne da delati, ne. In na delodajalcih je, da v bistvu spodbuješ ljudi, da so ustvarjalni in jim tako okolje omogočiš. In imamo ogromno primerov v Sloveniji, kjer se to že dogaja, ne. Se pravi, dovoliti gospodarstvu, da bo iskalo rešitve tudi za družine. Konec koncev si družine so zelo širok pojem, nekaj mamica pa tudi specifičen. Gospod Pliberšek, vas bom kar takle neposredno izval. Zakaj ste recimo dober zaposlovalec, ne, ali pa kaj je za vas dober zaposlovalec, ne? Torej v skrbi do delavcev, zaposlenih. Prav danes sem imel tudi eno predavanje dopolne o družbeni odgovornosti podjetij in skupaj. Podjetje lahko zaposluje samo pod enim pogojem, če lahko proda svoje izdelke. Da lahko svoje izdelke proda, mora veliko vlagati v razvoj, dodano vrednost in to je čisto enostavno. Se pravi, če imaš dober produkt, potem ga lahko prodaš. Če ga lahko prodaš, potem rabiš še več tega. Tako da to je zelo enostavna stvar. Če podjetja vlagajo veliko v razvoj, v nove produkte z veliko dano vrednostjo, potem se lahko kosamo na zahodnih trgih. Mi smo prisotni skoraj na vseh kontinentih, razen na dveh, še ne v Afriki pa Južni Ameriki. In jaz verjamem, da na podlagi tega potem lahko iščeš nove ljudi. Žalostno je, da se kitimo, da je Slovenija dobra, ki ima izvoz. Upam si pa trditi, da politiki, vodstvo ni naredilo toliko, da eno podjetje zvažamo do določene države, čeprav zasluge so. Pa nočemo tudi to biti, tudi to je fajn, da smo varna država, da ni tega, tako da je tudi veliko lepih stvari, ampak danes moramo biti kritični, danes moramo postaviti neke strategije, neke cilje. In če ima firma dobre cilje, potem jih tudi lahko sledi. Je pa tudi res, da tudi pri nas ni tako enostavno, treba včasih kaj zategniti, ne, pa tudi kaj odpustiti, ali pa predvsem je pomembno, da delavca vežeš na cilje, ki jih ima za narediti na dan, pa na teden, pa na mesec in potem to vse gre enostavno. Tako da jaz apeliram, da podobno bi morala tudi država oziroma vlade zadnjih let narediti kaj. Jaz sem rekel, da je to samo ena vlada kriva, krive so leve in desne, sprememb ni, ali pa smo pol ujetniki nekih drugih lobijev, finančnih pa pravnih, ki nas peljejo, pa ne moramo nič narediti. Jaz ne vem, jaz sem gospodarstvenik, tudi nočemo v tem delati, ampak zelo enostavno, pogledajte nazaj, ni rasti, mi se še vedno kažemo, upravljamo, da je kriza, zadnjih 2 leti so izvozniki dvignali malo to stanje, dočim sosednje države pa, če pogledamo Poljsko, smo se malo prej pogovarjali, sem bil 2krat letošnje leti pri njih, pa je razcvet, pa tudi na Češkem, pa tudi drugod, no. Torej, če povzamem, čisti računi, dobri prijatelji, tudi v tem odnosu delodajalec-delavec, ne, in nekako opredeliti, kaj pričakuje drug od drugega. Delavec, če je dobro sprejet v okolju, da ima tudi druge možnosti napredovanja, izobraževanja, ostale ugodnosti, bo vedno svoje delo
v veliki večini naredil odlično, tako da slovenski igralci so izredno pridni, sposobni in če pogledate, kje vse slovenska roka dela v Ameriki, v Švici, v Nemčiji, tako naprej, da slovenski igralci smo zelo pridni, pa brihni, pa znamo narediti. Tako da jaz se bojim, da bo teh 8000 ljudi, ko se na leto izseli mladih ven, samo v München je šlo 5000 baje mladih zadnjih 5 let, samo v Münchenu. So zadnjič objavili, ko smo mi gor pred njih, ko odpiramo tudi showroom, tako da to je zaskrbljujoče, ne. Gospod Novkovič, še predzadnje vprašanje. Demografija je neizprosna, ne? Ali so razmišljanja v smeri, bi rekel, prilagoditve delovnih mest, da se mogoče za starejše ali pa za nekatere poklice skrajša delovni čas, da se išče neke nove možnosti mentorstva, uvajanja mladih in tako naprej. A so te stvari, bi rekel, realnost in uresničljive tudi pri nas kmalu, ker verjetno, mislim, nimamo več veliko časa, ne, za prilagoditev? Tukaj je več razsežnosti, ne, več možnih rešitev. Dejstvo, da potrebujemo, po mojem mnenju, dualni sistem oziroma vajeništvo. Nekaj se na tem področju premika, vendar izrazito počasi. Pri šolstvu se pri nas zelo počasi premikajo zadeve. To je ena največjih rak ran v Sloveniji. Šolstvo ne posluša gospodarstva, o tem ni nobenega dvoma in tukaj je problem, ki bo tudi demografski. Moram priznati, da imamo še nekje drugje velik problem, ne. Problem imamo pri tem, ko poskušamo privabiti tuje strokovnjake. Nihče ne posluša gospodarstva, ko govorimo o tem, da je treba Nemčija, Avstrija to bistveno bolje znata, ne. Ko je treba, že tako nismo atraktivni, pa ne znamo oziroma niti nočemo, bomo kar direktno, nočemo slišati za neke spodbude, ki bi pritegnile lahko tuje strokovnjake, ne. Tako da z tega zornega kota ne razmišljamo globalno, ne razmišljamo sodobno in to je eden od problemov, ki ga imamo zaradi tega, ker taki ljudje dejansko pripomorejo k večji dodani vrednosti, ki koristijo vsem, tako zaposlenim potem, ki delajo mogoče manj zahtevna dela v podjetjih, kot tudi širšemu krogu družbe. Tisto, kar je pa mogoče, če se še navežem pri podjetjih, kar meni manjka, ne. Meni manjka v podjetjih malo več dela na klimi. Še vedno. V zadnjih letih se je to bistveno spremenilo, ne, na bolje. Ampak, če ima Barcelona toliko dobrih igralcev, lani se spomnimo sezone, ko je zmagovala zaporedoma in je bila super klima. In tudi njim se zgodi, potem, ko so imeli poraz 2, da so padali, da so klecnili in je bilo konc. Pri nas v takih primerih bi se začeli vsi med sabo kregati. Oni so spustili žogo, umirili so, niso odgovarjali na medije in počasi zbrali moč, da so spet osvojili prvenstvo, ne. Nam manjka v teh kriznih momentih ali pa znotraj tega, da nismo samo na formalni ravni šef, ampak da se tudi med sabo klimo vzgajamo, ki je bistveno boljša. Zaradi tega, ker samo na ta način, mimo samo materialnih plusov, ki so za obe strani, dosežemo bistveno večje notranje zadovoljstvo in tako vodstva kot zaposlenih. Kar izvolite še. Jaz mislim, za šolstvo, ko smo se pregovarjali, vse države razvite imajo naravoslovcev približno 2/3, pa 1/3 družboslovcev. Mi imamo to glih obrjeno. Mislim, da še več kot to je. In to je čisto tipični odraz, da bolj gojimo, bom rekel, ljudi, ki izobražujejo, kako se ne dela, ne, kot kak je treba delati. In če ne bomo imeli inženirje, pa še tiste, ko jih imamo, jih zastonj prodamo Avstrijcem pa Nemcem. Vemo pa, da inženir nastane, da stane 200 000 evrov do 250 000 evrov in predstavljamo si, če gre po 3000 inženirjev ven, kakšen je to denar, kakšna je to izguba, oziroma Nemci morajo biti veseli, da jih dobijo, ker dobijo zastonj izdelane, pridne in verjamete, da se bo dokazali in da bo dobro opravlja delo in tudi potem so korektno plačani in to je tista najvišja stvar. Pri nas pa šolstvo kot da ne ve, koliko rabimo, pa kaj rabimo, kaj bomo rabili jutri, ne vemo, pa kar naenkrat je premalo doktorjev, pred 3 leti so pogovorili, da jih je pa 600 preveč. Tako da jaz mislim, da tisti, ko delajo te statistike, predvsem danes, ko imamo tako močno mrežo računalnikov, res pa je, da če delaš tako stvar, da se moraš na to spoznati, ne. Mi imamo izredno ugrabljeno šolstvo že desetletja, kjer se prav sistematično poznamo primere, tudi ravnatelje, ne vem, že od osnovnih šol se pride eden zelo sposoben, ki bi spremenil, se ga umakne, politično tega pa tega se da, samo da se ne bi nič spremenilo. In že v osnovni šoli bi mogli začeti osnove gospodarstva, osnove podjetništva, da v bistvu bi spodbujali duh ustvarjalnosti. In potem pa
bo v bistvu šlo samo od sebe, če dovolimo tudi v šolstvo, da bi prišli dobri voditelji, ravnatelji v tem primeru. Dokler pa to samo tlačimo, ne moramo pričakovati dobrih generacij za nami, ni možnosti. Za vse tri vaša vizija normalne Slovenije, recimo, kakšna je normalna Slovenija čez 10 let? Normalna Slovenija je bila tista, ki bi imela v miselnosti pri starejših generacijah, bo to seveda bistveno težje, ampak vsaj mladih bistveno več podjetništva, tudi pragmatične, ne pa ideološke zavesti o socialni varnosti, pomenu socialne varnosti, zaradi tega, ker brez tega ni politične niti gospodarske stabilnosti. In pa želel bi si, da nadoknadimo malo več kot samo desetletje izgubljeno, kar bomo verjetno v prihodnjem letu. Jaz si želim, da boste v bistvu z novo Slovenijo z enimi osnovnimi krščansko-demokratskimi načeli in gospodarnostjo, ki ste jo dali v program, močen spremembni tok, ker ne smemo se kristjani več bati povedati svojega mnenja. Ti časi so zdaj res minili, no, in v bistvu čas je na pogumnih, čas je na vizionarjih, no. Jaz sem glih pred 2 tedna je Geja Količ praznovala svojo 20. obletnico in kaj zaželiš druga kot še uspešno naslednjih 20 let. Pa Katja Kraškovič, direktorica, sem dal en dober predlog, sem rekel, predlagamo, da organiziraš podjetništvo za ministre, poslance in predsednika vlade, da bodo razumeli, kaj je to podjetništvo. Jaz vem, da se to čudno čuje, ampak jaz verjamem, da veliko poslancev, pa še marsikdo drug, so zelo težko uredili svoj proračun, zdaj ga imajo 4 leta pač primer in če bodo začeli izobraževati, pa tudi Nove Slovenije predlagam, da čim več mladih poučujejo podjetništvo, pa da jih pošlje tudi kdaj malo na kakšne kmetije, da vidi, kak pač je treba prej posaditi, pa potem lahko žanješ. In če bomo vsi se res obnašali podjetniško, s tem pa tudi družbeno odgovorno, da mu pomote, ne? Treba skrbeti za kulturo, za šport, za humanitarnost, da smo družbeno odgovorni, potem se ni bati za Slovenijo. Spremenilo se pa tako dolgo ne bo, dokler bodo lahko še določeni tisti čunki ne imeli kaj jesti zastonj. In tukaj smo zaključili naš pogovor. Najlepša hvala, gospod Pliberšek, gospod Volk, gospod Novkovič, da ste se nam pridružili. Hvala za te jasne misli in srečno pot nazaj po vaših obveznostih, po vaših družinah.